To so pa Herkulova vrata, ki so bila zgrajena. Bova prišla sem še zvečer, ker po mojem je ful lepo. Moram reči, da me te stvari vedno znova očarajo. Kaj so to včasih gradili, se to ne moreš verjeti. Jaz grem zdaj kar po teh stopnicah, so pa kar precej visoke. Ojoj. Tako, večerja je bila 48 €, bila je pa res... Dober dan. Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Z možem jih bova naredila po Puli. Pejte z nami, ker bo lepo. To so pa Herkulova vrata, ki so bila zgrajena že 100 let pred Kristusom. To obzidje je pa zvečer ful lepo osvetljeno. Vam bom prišla pokazati zvečer še, kako izgleda. Tako, zdaj prihajamo v strogi del mesta. To je rimski slavolok. To so ostanki starih rimskih vrat. Bova prišla sem še zvečer, ker po mojem je ful lepo osvetljeno. No, takole se vidi pa zvečer. Pula, mesto polno ljubezni. Imamo pa rahlo oblačno, 11 stopinje, tako da če bo tako oblačno, bomo šli nazaj v Novo Gorico. Sicer pa ne, sej popoldan napovedujejo sončka. Zdaj greva pa naprej do trga in pa do templja. Moram reči, da me te stvari vedno znova očarajo. Kaj so to včasih gradili, se to ne moreš verjeti. Kako je to noro dobro. Neverjetno, kaj so to ljudje delali. In se sploh ne moram načuditi, kako so se sploh lotili to delati. Tako, to je bil zdaj tempelj, mi dva greva pa zdaj naprej do žerjavov. Tam v ozadju jih že vidimo. Zdaj tako ne, zakaj sem omenila te žerjave, zakaj so sploh pomembni. V bistvu je to ena taka nova atrakcija ali pa recimo neka taka sodobna znamenitost, ki so jo odprli oziroma uredili leta 2014. Midva sva bila takrat tudi tle, na tej otvoritvi. Je bilo res čudovito, en tak fantastičen spektakel. Tle zdaj vidim, da so vrata zaprta. Tistikrat, ko so to znamenitost odprli in ko je bila taka velika atrakcija, je bila odprta tudi tista ploščad. Zdaj je sicer ograja, se ne da priti blizu, pa tudi zdaj čez dan se ne vidi. Bova prišla še zvečer. A je lepo te žerjavi, ste jih videli? So res krasni, ko so lepi, so res čudoviti, res nekaj posebnega. Mi dva greva zdaj naprej proti Pulski areni, kjer so včasih izvajali gladiatorske borbe. Poglejte to, koliko to mene pomirja. Wow. Sicer res kakšne takšne barke ne bi imela, ampak nikoli se ne ve. Tam v ozadju pa že vidimo Pulsko areno. Ta amfiteater je 6. največji na svetu in hkrati tudi najbolj ohranjen. Evo, sonček se nam že malo kaže. Se bo lepo, res bo lepo. Mi dva sva si notranjost te arene pogledala že pred leti. Je res čudovita, noter imate tudi podzemni muzej, tako da če koga zanima, se res splača iti pogledati. Mislim pa, kaj so to gradili, to res ne moreš verjeti. To, jaz sem tako navdušena, mene to vedno prevzame. Sej lahko, da je komu tudi to samo zidovje, ampak jaz sem res navdušena, fascinirana, nenormalno mi je lepo. Kaj je to noro, ogromna reč. Jaz bi sam to snemala, sam cel dan. Glejte, kaj se do morja vidi, a je noro. So me pa kar malo presenetili, ker je kar precej odprto in prideš precej blizu in vidiš to obzidje.
Lej, kak lušten hotelček. Tle zraven bova prišla pa na večerjo. Prav zraven arene je. A ni super? Še en kratek sprehod do gradu. Gor mora biti to zelo lepo. Jaz grem zdaj kar po teh stopnicah, so pa kar precej visoke. Ojoj. Čakajte, da vam pokažem, kako so visoke. Tako, lejte. Zdaj se počasi že temni. Midva greva pa zdaj nazaj do arene in tam v restavracijo na večerjo. Evo, pa je ratal, dobrih 10 000, super, ne? Čitim. Perfekt. Hvala enako. To so pa pljukanci s tartufi, ampak vam ne moram povedati, koliko dišijo. Fantazija. Čokoladni kvač sa domaćim sladoledom šumskog voća. Od ispod je bijela čokolada i za vas je cheesecake sa šumskim voćem. Hvala. Molim. Tu pa je sladica. Je pa ta restavracija prav čudovito opremljena, tako da sem prav vesela, da sva prišla sem. Prav dol po stopnicah do WC-ja imate te slike. Današnji sprehod zaključujem izpred Poljske arene. Tako, večerja je bila 48 €, bila je pa res odlična. Tako, to bi bilo za danes vse. Hvala za pozornost, pejte tudi vi en sprehod, bodite fajn in se vidimo. Čau, čau!